Dobro došli na Ocvirki podcast. Življenje so ene štenge. Škir se mi zdaj lušta. Pier se ti lušta? Štenge. Štenge je pivo? Ja, sam moš prevedeti prej. Štigl. Štigl je dober. Ker je pa tvoje najljubše pivo? Mislim, a bi se lahko odločil, težko. Težko bi se odločil, da boš pa... Mislim, da vem, kaj boš rekel. Ajde, kaj bom rekel? Ja, Guinness temen. Guinness dober, ja, ampak je tak, da ne nujno, če je točen, je veliko boljš, kot pa onis. Tega je pa zelo težko dobiti zdaj pri nas. Težko zadobiti pri nas. Ja, ti si bil na Irskem, ne? Ja, jaz sem bil enkrat na Irskem in zdaj vse vem. Mora biti, da ga če pa kako pšenično imam rad. Pa štigli mi tudi zelo dober, tudi navaden. Ampak ne smeš pa vzeti modre, ker on je športen in je brez alkohola. Športen. Ja, spod bier piše ga. Res? Ja. Za avstrijska smočišča. Ja, za avstrijska. Kjer se res ne splača napit pa razbit. Ja, na smočišču res, ja. Ko moraš plačati vse. Pa še globoval, če te dobijo, ne? Dobar Lepo pozdrav. Dobar dan. Danes se bomo pogovarjali o eni zelo koristni temi. To se vedno, Matej, o čem govoriš? O temi, ki je mogoče, jaz rekel, najbolj pomembna od vseh tem, v življenju, ker nam omogoča, da sploh spoznavamo lahko druge teme. In to je učenje. Zelo odlična izbira, gospod. Sicer prebral sem eno knjigo A Mind for Numbers in naši Slovenci so to odlično prevedli v odprta glava za številke. To besedno. Ja, res je tak prevod. Če kdo išče knjigo, jo boste v knjižnici našli pod odprta glava za številke. Jaz sem zelo fan te teme, učiti se učiti, ne? Tega sem nekaj materijala že na to temo prebral, ampak ta knjiga specifično se pa osredotoča predvsem na mogoče tiste, to bo zdaj epizoda bolj za mogoče osnovnošolce in srednje šolce, kot tudi za študente, ampak v bistvu bo tudi kdorkoli, tudi ko je ni več v šoli, našel kako koristno tehniko za učenje, ampak predvsem se je pa ta knjiga v ospredju osredotočala na kao učence, ki imajo težave z učenjem specifično tistih predmetov, ki vključujejo številke. Aha, ki vključuje številke. Ok, preden začnemo, a si še mislil kaj druga? Ne, to sem tako. Mene sem zanimal, a si ti se zavedal, kako se učiš, torej si se naučil, kako se učiti, ali si pač ga wingal, tako večina ljudi? Mislim, da nisem temu v osnovni šoli nič kaj pozornosti namenil, ampak sem pač imel srečo, da sem zgleda imel v redu sistem, ker mi je pač fajn šlo. Ampak mislim pa, da s tem namiguješ na to, da ful veliko ljudi se nikoli ne nauči, kako se učiti. Ali pa da sploh ne ukvarjaš s tem, mogoče je sam težava, ja ne gre mi, sam nisi pa nikoli vprašal, če je mogoče to težava. Ker jaz mislim, da bi to mogel biti prav obvezen predmet v šoli. A ja, kako se učiti? Otroke naučiti se učiti. Ja, mislim, že to, da prepoznaš zdaj, katere tip si ti, ne? Kaj to se deli na tete, ki so bolj slušni, vidni? Ja, tudi to lahko ima neko vlogo. Slušni, vidni, tudi senzorni. Aha, senzorni. Da si bolj zapomneš. In kombinacije, ja. Kjer je ti pa najbolj od teh, si recimo kdaj našel kak hack, kot je ta, da recimo, ko se učiš, moraš recimo žvečiti ten specifičen žvečilni gumi, recimo z okusom jabke, oni rumene to neče že obstajajo in pol, ko greš na test, si daš isti gumi v usta in pol, kao se spomniš. Da si asociacijo narediš. Ja, ne vem, koliko je to znanstveno podprto, zelo logično sicer zveni, mislim, da nisem tega probal. Nam je pa enkrat ena učiteljica v osnovni šoli prinesla čigumije, da smo jih kao čikali, ker bi naj čikanje žvečenje čigumija oziroma žvečilnega gumija ne vem kaj, pospešilo krvni obtok do možganov in da pač bi boljš razmišljal, ampak s tem boste zaužili tudi nekaj mikroplastike. Ja, okej. Sem čakal, kdaj bo to se prišlo s čigumi. A ti si se zdaj čisto odrekel čigumijem zaradi mikroplastike? Kar precej, ja. Kar precej. Ja. Prešalto sem pač na... Slanino. Ja.
na pač Živalske kože. mentolove bombone brez sladkorja. Okay. Po možnosti z oksilitolom. Ja, sam to ne vem, če najdu. Ne veš, še ne. A ja, v bistvu, mogoče, ja. Ne, sigurno je. No, v glavnem knjiga, da ima. Tako. Zdaj, prvo se knjiga osredotoči na to, da razdela načine razmišljanja. A si čul, da je za knjigo Thinking Fast and Slow? Misliti hitro in počasi. Ampak zdaj, to ni na isto foro, ampak zato sem dal ta primer, ker je pač isto primerjava dveh različnih mišljenj. Ker premisliti hitro in počasi je, če se prav spomnim, da imaš ta racionalen logičen, pa strukturiran, ko je pač za odločanje, pa živalski ki je pa pač hitrejši, bolj instinktiven. A to je v malih možganih? To pa zelo ne vem. Okay, ja. Ampak ziher je ta racionalni spredi v prefrontalni skorji. Zdaj pa, tukaj pa govori o dveh tipih mišljenja v smislu osredotočeno pa razpršeno mišljenje. In osredotočeno mišljenje pa je uporabljaš neposredno pri reševanju problemov. Okay. To bi bilo to počasno analitično razmišljanje. To je, kjer je osredotočeno? Ja, osredotočeno, da se ti ful koncentriraš na neki, da prav usmerjaš pozornost na neki določenega. Medtem ko razpršeno je pa bolj to, k čemur bi rekel razmišljanje out of the box ali pa bolj podzavesten tip razmišljanja, da pač ti sam sprostiš misli, da odtavajo, a ne? In v bistvu to je bolj čist nezavedno, ali kaj? Ja. V katerem primeru pa prije do tega? To je, na primer, ko greš ti na sprehod, pa o ničemer specifično pač ne razmišljaš. Mislim, da štekam. In v prvem procesu, pri osredotočenem, se ti osredotočaš na nekaj, kar ti je znano, pa domače, pa probaš to osvojiti. Pri tem drugem razpršenem je pa tako, da si ti dal možganom priložnost, da v ozadju nekaj predelajo. In zato imaš velikrat razpršeno razmišljanje, bi bila ta fora, ko imaš ta stereotip, da genij dobi nek eureka moment. Se pravi, takrat ni zdaj ful osredotočeno delo na problemu, ampak se je čisto odmaknil od njega, pa je šel na sprehod in pa mu je kanlo, ker so možgani v ozadju procesirali še vedno tisti problem, na kjer ga je prej bil osredotočen. In to je v bistvu tudi neurofiziološko podprto, ker v tem obdobju, ko ti nisi ful skoncentriran, se te povezave tvorijo med obstoječim pa novim znanjem, pa da možgani poštudirajo, kaj mogoče si ti hotel doseči v tistem trenutku. Se pravi, ti, ko si bil skoncentriran, si doživljal neko frustracijo, ker ti nekaj ni ratalo, in ker si bil frustriran, si dal možganom signal, da je to nekaj pomembnega in da morajo to predelati. In pol, ko se od tega odmakneš, jim daš šanso, da to naredijo. In zato se to najbolj intenzivno dogaja med spanjem, na primer. Takrat se pa res odklopiš. Ne? Ja. Med spanjem je v bistvu si lahko predstavljaš tako, da se stvari, ko si jim čez dan skoncentrirano dovolj časa posvetil, se prepisujejo iz kratkoročnega na dolgoročni spomin. Verjetno ob dovolj velikem številu ponovitev ali nasplošno? Ja, mislim, definitivno. Tudi je odvisen pol, koliko boš ti obnavljal tisto stvar v naslednjih dneh. Zato si pa pač, je pa to ful koristno orodje, da si ne zapomnemo vsega. Ker če bi si vse zapomnili, bi se nam zmešali. Pa tudi možgani bi bili ful preobremenjeni. In zato rabijo možgani nek korak, ki določi možganom, kaj je pomembno. In to je ponavadi frustracija. Zdaj, če si zafrustriran, pa je pomembno. Frustracija v smislu, da se mučiš nekaj narediti. Zato pa navadi si ful bolj zapomniš stvari, do katerih si pa sam prišel prek nekega. To pa definitivno, ja. Se pravi, ko imaš trenutek, ko se nečesa ne moreš spomniti, bolj, ko se boš potrudil, da se sam spomneš tistega, kar se ne boš spomnil, bolj se bo ta povezava ojačala. Ok, to so zdaj ti načini razmišljanja.
In tukaj je bila tudi taka metafora te baterije, pač ko imaš lučko, a ne? In veš, ko imaš na enih, da lahko osnop reguliraš, a je bolj ravna ali je bolj razširjena, ne? Da bo pač osredotočeno je ta čist straight, ozek snop, razširjeno, razpršeno razmišljanje pa ta razširjen snop, ne? In da v bistvu, če se hočeš nekaj novega naučiti, moraš izključiti svoje toto obstoječe, natančno, naravnano, analitično mišljenje, zato ker tisto, kar je novo, možgani predelajo takrat, ko se ti ne osredotočaš na to. V ozadju. Med tem razpršenim razmišljanjem. Okay. Da pa ti rešuješ probleme, pa v bistvu skozi menjaš med tema dvema načinoma. Lotiš se problema, ga probaš rešiti, nekaj naštudiraš, nekaj ti ne gre, se omakneš, možgani malo delajo v ozadju, čez nekaj časa spet priješ nazaj in ti mogoče gre. Zato recimo, ti, ko si glasbenik, pač pa igraš bas, sem prepričan, da si kdaj imel trenutke, ko si nek lik treniral ali pa nekaj težkega, kar ti pa ti pač ni šlo, pa naslednji dan si se pa usedel, pa si iz prve to odigral. Sem to je bolj muscle memory na koncu, ker po moje... Ampak muscle memory je vezan na možgane, ja, to je tako, ja. In zato v bistvu so možgani med spanjem to predelali. Ne? Dal si jim šanso, da so to informacijo nekako ozavestili. Tako da v bistvu ni sam pomembno, da se ti osredotočiš sprva na nekaj, ampak da tudi pa v nadaljevanju to osredotočeno stran preusmeriš. Torej v vsakem primeru je fajn, da karkoli delaš, pa si hočeš zapomniti, da pač si vzameš neke pauze v bistvu. Tako. Sem kaj pa, če hočeš usvojiti neko novo informacijo, pa sploh se zdaj učiš, kako to pa izgleda v praksi, si narediš učenje na ta način, da ponavljaš, pa greš stran, pa pustiš. Ja, mislim, vse bomo prišla do tega, po mojem, ja. Tu sem sam mislil še dodati, da pač zgodovinsko gledano v prevelik ljudeh, ko so bili zelo uspešni, pa pri kakih pisateljih, je zelo pogost vzorc, da so imeli neko obliko tega odklapljanja in zelo pogosto so to sprehodi. Se pravi, da je bil to nek čas za razmislek. Tukaj še imam napisan učinek Einstellung. In ta učinek v bistvu pomeni, ko ti neka ideja, ko jo imaš v mislih, prepreči, da bi našel boljšo idejo ali pa rešitev. Okay. Ja. In tu je, v takem primeru je recimo ful pomembno to, da se omakneš. Ker če ti greš problem reševati z neko rešitvijo že v glavi, te lahko to omeji, a ne? Pri reševanju problema samega. Zdaj, to je bilo prvo poglavje, ko so malo opisali te načine razmišljanja, in pa drugo poglavje pa je še tukaj malo te psihologije, da učenje je na nek način ustvarjanje. Zato ker da ti dojameš nek težek problem ali pa da se naučiš nek nov koncept, to skoraj zmeri zahteva vsaj eno ali pa več obdobij, ko se ne ukvarjaš zavestno s problemom, to, ko si prej vprašal. Ne? Se pravi, je v bistvu neka kombinacija tega osredotočanja pa neosredotočanja, pa osredotočanja pa neosredotočanja. Ne? Zdaj, kakvi so ti intervali, to je odvisno od predznanja, odvisno od težavnosti problema, odvisno od tvoje starosti. Ne? Od posameznika nasploh verjetno. Tudi od posameznika, ampak kakorkoli tudi vzorc bo prisoten posod, kjer bo prisotno učinkovito učenje. In ponavadi moraš vsaj za neki ur zavesten umakniti od pač problema. In da najtežje osredotočen način izklopijo ljudje, ko imajo ful dobro samokontrolo. Okay. Ker si pač prav ne pustijo umakniti se stran od problema in ker jih njihova discipliniranost žene k temu, da bi pač problem, ki ga imajo pred sabo, rešili do konca. Ne? Ok, ja. Znano. Me boli, ja. Zdaj, zanimivo je, ker mogoče bi v tem načinu osredotočenega pa razpršenega razmišljanja se ti prvo zdi, da je to del samo mogoče kakega kreativnega procesa. Ne? Se mi zdi, da ni nam toliko instinktivno, da razmišljamo tudi o učenju matematike na tak način. Ne?
Ampak tudi pri matematiki so v bistvu ponovitve. A ne? Tukaj ni piflarije, ampak možgani se dejansko morajo naučiti reševati tiste tipe problemov. A ne? Tudi, ampak sem zdaj za matematiko, zdaj, ko sem imel, se mi zdi, da imaš en del teorije, ko se ga moraš napifljati, da sploh lahko štartaš, ne? Sam jo moraš... Pa pol se nagrade, pa to moraš uporabljati v praksi, oziroma ko ti recimo nekaj računaš, če smo zdaj čisto v šolskem, ne? Mogoče napiflaš se lahko formulo, ne? Ja. Ampak ne moreš se pa napifljati razumevanja napiflanega, a veš, kaj mislim? Ja, sem recimo, ti moraš vedeti, da je minus pa minus ti da plus. Ja, ok. Če ne veš tega, lahko ti vežbaš, kukar ti je volja, ne? Pa, ja. Naprimer. Ali pa za neke like, za enačbe pa sploh, ja, naprimer. Mislim, še kaj druga, sigurno, pa ne bi se zdaj mogoče toliko matematiko. Ja. Tukaj je bil samo en nasvet, da če ima kdo težave z odlašanjem, da je fajn uporabiti mogoče to, sigurno si že čul za Pomodoro tehniko. Se pravi, da si nastaviš časovnik za 30 minut, pa za 10 minut pauze. No, v bistvu je, ker si sam določiš, ne? Sam, da si pač določiš si timer in v tistem času se moraš ti učiti, ko bo timer, konc imaš čas za pauzo. Da v bistvu je to pol, bi lahko rekel, da je tudi proces, o katerem govorimo, je na nek način Pomodoro, ker je osredotočeno, pol imaš pa pauzo. Tako je. Pač osredotočeno, pa spet pauzo. Razen, če si študent, ko dela kampansko, pa je glih spil 2 Red Bulla, pa čez 4 ure imamo izpit. Ja, zelo slaba ideja. Ja. Ampak včasih se happens. Obnese. Ok, zdaj pa gremo na eno tehniko, oziroma na nek način prvo neko strategijo pač učenja, in to je skupkanje. Skupkanje? Tako. Kaj pa to angliško pomeni, če veš? Ne morem se spomniti. Ampak boš hitro rekel, mislim, razumel, zakaj se tako reče, ker pač zato, da ti usvojiš neka znanja, v bistvu možgani ustvarjajo take konceptualne skupke. In to so tako neki miselni preskoki, ko pač združujejo različne informacije. Okay. Pravi, tako neke skupke ustvarjaš, ki jih pa lahko skupaj sestaviš, da razumeš širšo sliko. Ja. Tako bi rekel, mogoče en skupek bi bil seštevanje, en skupek bi bil odštevanje, en bi bil deljenje, en množenje. Pa imaš računska operacija. Ja, okay. In šele, ko imaš cel tudi konceptualni okvir skupaj narediti, lahko ti enačbe rešuješ, naprimer. Ja. In v bistvu je to tako nek učinkovit sistem, ki so ga možgani razvili zato, da zmanjšajo število informacij. Ker če ti neke skupke stvari povežeš, je to obravnavano kot ena informacija, ki se je shranila, ne? In pač bolj učinkovito funkcionirajo možgani. In v bistvu, če imaš ti neko dejstvo, ko nima nobenega konteksta, možganom ne bo nič koristilo, zato ker je lahko glih to, da lahko ti tisto dejstvo za koncepti, ki jih že imaš v možganih, tvori znanje. Zato včasih si že čul za curse of knowledge. Ampak pač kao kletev znanja v smislu, da nekateri učitelji pozabijo, da tisti, ki jih učijo, nimajo iste količine predznanja, kot jo imajo oni. Vse to pa razumete, ne? Ja, veš da. Ja. In pa še to kombiniraš z točno tem primerom, ko si ti zdaj rekel, da si pač v velik primerih učenci pa dijaki nič ne upajo reči, ker se jim niti ne da s tem ukvarjati in pač si pokimajo, pa mogoče bi zelo prav prišlo 2/3, da bi se malo na drugačen način to razložilo. Ne? Ali pa še večkrat najbolj dobre so one, če si imel, sigurno si bil v tej situaciji, da kao, ko učitelj oziroma profesor že, da kao, kar povejte, če ne boste razumeli, ne, in pol razlože. Pa še kar ne znam, pa še en in pol začne pizditi, ne, ta učitelj, profesor. Mislim, da je ful nadpovprečno število situacij, ko si sedel v učilnici, pa si imel v glavi nekaj, kar se ti je zdelo glupo vprašanje, pa ga nisi vprašal, pa da nisi bil sigurno edini, ki je imel to vprašanje. Torej, da sem imel še ostali, verjeti skoraj zihar isto. Da je res škoda, da pač ni nekdo vprašal. Ne? Ampak ok, zdaj pa kako poteka ta proces skupkanja? Zdaj, prvo imamo to osredotočanje,
osredotočiš pozornost na tiste informacije, ki jih hočeš skupkati. Okay. Pol moraš razumeti osnovno idejo. Zato, ker če se ti na nekaj osredotočiš, pa pač nimaš nobenega konteksta o osnovni ideji, o čem govorimo, boš težko se kaj zapolnil. In ko ti pridobiš tudi kontekst, v bistvu dojameš, kako pa kdaj tudi skupek uporabiti. In najbolj boš to naredil z vajo. Se pravi, v primeru matematike, da boš nalogo reševal. Ja, vzem dati res basic primer, besedilno nalogo, na primer. Ne? Ja. In v bistvu se pa na ta način se v dveh smereh učenje dogaja. Od spodaj navzgor pa od zgoraj navzdol. In od spodaj navzgor je to skupkanje, se pravi od informacije, ki jo pridobivaš do tega, da možganje skupek ustvarjajo. Od zgoraj navzdol je pa, ko imaš že več skupkov, pa jih uporabiš, da informacijo razumeš, da širšo sliko skupaj povežeš. Tako da je tako nek cikl skoraj. Okay. Da se ti povezuje tisto znanje, ki ga že imaš, skozi z tistim, ki ga hočeš pridobiti in obratno. Okay. In tako v bistvu ta proces skupkanja poteka. Imaš kakšno vprašanje? Ne, imam komentar. Prosim, povej komentar. Zelo, ne. Mislil sem to reči, da pač pri meni je bilo zelo pogosto tako, da mi je bilo veliko lažje neko snov razumeti, če sem poznal še ful enih, bi rekel, dodatnih informacij o nekem, pač ne vem, kadar smo delali nekaj, naprimer, v zvezi z razvojno psihologijo, pa da je prišla neka tujka, sem pa recimo hotel vedeti, kaj pomeni ta tujka, pa kako je sestavljena in si pa lahko že iz tistih besed si nekako že iz tistih, da si razumel, kaj pomeni beseda, nekaj bila je tako ponovadi neka tuja zloženka, si že s tem razumel pomen, pa če si vedel recimo, zakaj je prišlo do tega poimenovanja, pa kdo ga je naredil, mi je bilo tako veliko lažje. No, ali to skupkanje že v bistvu pa... Ja. Ok, no v glavnem to, da pač recimo ful lažje mi je bilo, ali pa tudi pri angliščini, bilo lažje, že se neko besedo zapomnil, če sem malo bolj podrobno vedel, kaj pomeni, če je, predvsem če je neka daljša, ne? Kukor pa če je daljša beseda, pa se napifli, pač, ne? To mi je bilo najtežje. Da si že vsaj predstavljal lahko, naprimer, v primeru besede. Ja, pa da imaš neko znanje, s katerim ga lahko za nazaj povežeš, naprimer, ne? To mi je ful olajšalo. To sicer ne piše noter, ampak jaz bi iz tega to potegnil, da se mi zdi, da večina res hudih težav v šoli, ko se jaz najpogosteje pač vidim v primeru matematike pa angleščine, da prije do njih ravno zato, ker v prejšnjih letih nisi v redu teh skupkov ustvaril. In se ful gradi ravno na tistih konceptih, ki bi jih v prejšnjih letih mogel doseči, pa jih pač nisi in te pa to tepe skozi. Zato je recimo ful problem, če si zamudil en del neke snovi, ki je bila zelo pomembna za nadaljevanje, pa neke težje, ki se gradi na tem. No, to smo jaz kot ne funkcije od tega. Zdaj pa da kot ne funkcije, meni tudi niso bile všeč. Da sem tam zamudil in pol se to kar vlekli. Ja, meni se tudi to. Ni bilo konca, bolj trigonometrija in ja. Super. Ja, okej. Tukaj pa, da ne bo kdo mislil, da pač skupkanje kar poteka s tem, ko ti bereš, ne? Zato sem toliko enih korakov navedel, ker lahko hitro prije do iluzije kompetentnosti. In to pomeni, da ko ti bereš informacijo, ki jo imaš pred sabo, misliš, da jo razumeš, pa da si jo zapomnil. Če pa zapreš knjigo, pa je situacija zelo drugačna. Ko greš čez vse tole, bom pa vedel. Ja, boš ti vedel, ja. Ja. Tako da nisem dovolj, da se ti skupki obdržijo razumevanje, ampak tudi utrjevanje. Ne? In v bistvu najbolj boš poglobil to učenje z procesom priklica. To pa pomeni, da skušaš, da se pomatraš priklicati informacije, brez da jih vidiš. Ok. No, zdaj imaš eno izmed tehnik, po mojem, ki vplivajo na to, če si kdaj uporabljal te markerje, ko si pobarval, ne? A si te zgodilo, da je to, da si se recimo učil za neki izpit in jaz sem pač imel recimo zapiske narejene, pa navadi napisane na roke, pa pretipkane na računalnik, zato ker sem si tak najlažje zapomnil, pa ful sem pač grdo pisal in če nisem pretipkal, ni šans, da preberem. In pol sem si tis na print ali pa sem imel računalniku in pol sem si z barvami označil. Ja.
In potem sem recimo prišel na test in se mi je zgodilo doskrat to, da sem vedel, kje imam, pa s kjero barvo je, sam ko piše. Ja, glede teh markerjev sem jaz zasledil, da so lahko koristni pri procesu učenja, torej da si označuješ med tem, ko pač hočeš usvojiti koncepte pa razumevanja dobiti, pol ko pa ponavljaš, so pa čisto irelevantni. Ker je še vedno, bo vse te forice, bo najbolj premagalo to, ali si ti sposoben knjigo zapreti pa povedati. Pa se, oziroma za učenje se pomatrati povedati, ne? Ker bolj težko, ko se ti je spomniti, pa ti to vseeno uspe, več si naredil. Ker si ful ojačil tisto povezavo, a ne? Ja, štekam, ja. Tako da ta active recall se po angleško tudi reče, torej aktivni priklic, da probaš, zato tudi pravijo, da bi naj bila ful fajn metoda za, če si hočeš čim več zapomniti, ko bereš knjige, da ne vem, po vsakem poglavju sam zapreš knjigo, Pa narediš obnovo, ne? pa si, ali se z nekom pomeniš, kar je lahko malo annoying, pa jaz vseeno pogosto počnem, lahko pa zapišeš si pač na hitro. Komu si pa razlagal snov? Ja, naša Ana je pa žrtev vseh mojih tehle podvigov. Jaz sem čakaj, ti pa razlagaš tudi, kar prebereš, pa tako, ali nasplošno, če se zdaj tako učiš specifično nekaj? Tudi kar preberem, pa mi je pač zanimivo. Poslušaj, ko sem dobro. Ja, sej to, ko smo se zanč medla kaj so že bili? Ne povezovalci, ampak pa ne prodajalci, ampak... To tretje, evo, zdaj moramo preklicati tole znanje. Veš, ko nismo ponavljala. Bomo preklicala. So tudi na P. Poznavalci so bili. Poznavalci? Ja. Ok. Tako da, ja. Kaj si hodil zdaj s tem povedati? Hodil sem povedati, da smo rekli, da je lastnost poznavalcev, da ful hočejo deliti znanja z drugimi. Aha, ja, to si ti, ja. Ja. Ko pa je Ana v tem primeru? Žrtev. Ja, žrtev, ja. Je lahko bi bila povezovalec, ker pozna tebe, ko recimo te nekaj zanima, pa nekoga drugega in pa nekaj naredila s tem. Ja. Sam bi rekel, da je ona bolj prodajalec. Bolj prodajalec. Ja. Ker bi znala pač informacijo, ki jo jaz povem, na bolj preprost, pa manj kompleksen način naprej povedati. Se mi zdi, no. Okay. No, kakorkoli, se pravi, ta aktivni priklic bo pač najbolj ojačil povezave, pa da pač probaš prepletati. To pomeni, da rešuješ različne vrste problemov, ki zahtevajo različne strategije. Okay. Naprimer, ko se učiš matematiko, da, zdaj bom dal pač res ekstra preprost primer, tako bi rekel, ful več boš naredil, če boš naredil nalogo z seštevanjem, nalogo z odštevanjem, pa nalogo z množenjem, ko pa če boš naredil 3 zapored naloge o sameni računski operaciji. Okay. O sameni računski operaciji, ja, ne. Čeprav tudi 3 zapored, pa pol 3 une, pa 3 une, je tudi v redu, sam da se ne zdaj ti osredotočiš sam na en koncept. Ali pa ful več na enega. Še vsaj neverjetno precej pomemben po moje, da najprej osvojiš enega, preden greš zdaj naprej. Ne? To bi bilo mogoče zdaj izpostaviti, ali ni nujno. Po mojem je to nujno, sam če je on ta drugi bazira na prvem, a ne? Da ti skupek moraš ustvariti, da sploh lahko razumeš unga, a veš. Če ne lahko, pa že ti več skupkov hkrati ustvarjaš. Jaz to zdaj razmišljam zaradi tega, da ne ti pa skačeš med tem, če hočeš skupke, ne samo zato, ker pač je to prvi teži, ne pa si tek, jaz se tak moram na drugega iti, pa prvega sploh nisi orang predelal mogoče. Kakaj zdaj tle meja, no ne vem. Meni se zdi, da je zelo pomembno, da si dovolj samokritičen, kar se tiče tega, koliko uspešno si brez pomoči naloge rešil. Se pravi, da imaš neko samoocenitev, en test, ko si ga narediš, ki ti bo pokazala, kaj so tvoje slabosti. Ne? Ker tu je spet ful hiter lahko točno tista iluzija kompetentnosti isto. Da misliš, da znaš, dokar se ne testiraš. Ne? Ok, torej smiselno pol preveriti, pa zdaj, če si ocenil, da znaš, kao greš pa naprej. Ja, recimo, ja. Okay. Sej, mislim, da je še več teh na svetu, pa bolj na koncu specifični. Ampak zdaj imamo pa eno hitro poglavje o tem, kako preprečiti odlašanje. To sem že zdaj
že prej nekaj rekel za Pomodoro. A imaš ti kako foro? Mislim, ti imaš sicer ful malo težav z odlašanjem, se mi zdi, ali bolj moderna beseda, ki je zelo pogosto zdaj uporabljena. Procrastination, ja, to je pač odlašanje. Ne, imam tudi definitivno, da imam. Veš kaj, meni je največji, kako bi to rekel, najvišji način odlašanja je to, da imam občutek, da nimam časa se nekaj lotiti. In pa, če vem, da nimam časa, se ne bom sploh lotil tega, ker mi gre ful na živce. Da ne bi dokončal? Ja, mislim, ja, pa tako, da zdaj jaz ful, pač ko se spravim enkrat neko stvar delati, bi rad pa pač ne, ali dokončal, ali pa tako se mi zdi, da pač, ko enkrat padem noter, mi ni problem, pa ni mi problem štartati, sam tisti, da ti dejansko zagrabiš, pa da se začnejo stvari odvijati, ne. In se zdi, da pač porabim predvsem mentalne energije, zato da se začne to odvijati in pa mi gre na živce, da moram pa zdaj prekiniti pa nekaj druga. No, recimo to mi je najbolj tako in pač recimo dosti stvari kdaj ne dokončam ali pa ne naredim, zato ker se sploh ne spravim, če vem, da nimam recimo dovolj. Ali pa da vem, da nimam mira, to mi je tudi tako, da mogo, ful mi je to, meni ful naporn v neki situaciji nekaj delati, ker me še nekdo nekaj sprašuje ali pa to mi je, Se mi zdi pomembno tu še izpostaviti, da odlašanje ni sam da ti izvajaš neko dejavnost, ki ni tako sprejemljiva kot produktivna, da si zdaj na telefonu ali pa da gledaš TV serijo, ampak je lahko kamor tudi odlašanje, če imaš neko pomembno nalogo za narediti, pa vse druge naloge pred njo delaš. Ne, jaz mislim, da meni je še vse najbolj to. Mislim, da nijem tako... Ponovadi se hočem čim prej znebiti tistega, kar mi je najbolj siten. Mislim, zelo zanimiva poved mi je bila, da je lahko zelo hiter branje knjig pa poslušanje podcastov socialno sprejemljiva oblika odlašanja. Z čim? Z tistim, kar moraš narediti. Nasplošno. Jaz bi si mislila, pa ti imaš pol nekaj, se kao izobražuje. Ja. Ne vem, pa ful je en zanimiv pokazatelj pol tega, če greš ti zdaj nazaj, se vprašati, kaj sem pa zdaj odnesel, sploh od vsega, kar sem naprimer poslušal. Znaš ti zdaj nekaj dejansko povedati, obnoviti, ali imaš neke koške informacije, ali imaš neko perspektivo, če jo imaš. Meni je še vse najbolj to zadnje, kar sem zdaj rekel, načeloma, če ni zdaj to nekaj ful. Pa če nisem si zdaj nekih zapiskov delno. Če kar tak poslušaš, se mi zdi, meni osebno pač mi najbolj ostane neka perspektiva, ali pa kaj se mogoče da, ali pa nekdo drug to dela. Sej, s tem si me spomnil, da sem prej pozabil dodati, ko sem rekel, da je tudi priklic najbolj pomaga, pa ko jaz hočem drugim razložiti, da je pač, če ima kdo to možnost, da je to ful fajn oblika utrjevanja znanja, da nekomu poskušaš razložiti ali pa se z nekom pogovarjati o tej temi. Na nek način je tudi to, da pač mama zelo na to temo midva ta podcast utrjevanja znanja o tej temi. Ja, mislim, lahko to trdimo, kam odpomaga. Ne vem, kaj pa še bil, kako je pa tep s prokrastinacijo? Ja, lahko kar odlašam, no. Odvisen zdaj od same naloge, ne. Ampak se mi zdi, da bolj odlašam zato, ker podcenjujem, koliko časa mi bo nekaj vzelo. Aha, tebi se zdi, da to bom že in pol te caj pofura v bistvu. Ja. Fajn same tweak. Se mi to vedno manjkrat dogaja, no, se mi zdi. Ampak na to foro, no. Ampak v glavnem, kar se tiče odlašanja, odlašamo pač stvari, ki v nas nelagodje vzbujajo. In odlašanje je na nek način zasvojenost, zato ker ti dobiš neko začasno vznemirjanje pa olajšanje, ker nisi tistega naredil, kar ti nelagodje povzroča. In v bistvu tukaj zdaj se osredotoči na psihologijo navad. Če kdo bral Atomic Habits ali pa kaj takega, bomo tudi enkrat v navadah kaj. Ampak v glavnem navada ima na nek način 4 komponente. Namik, rutino, nagrado pa prepričanje. In namik je ta dražljaj, ko te pač ti da signal, da ti nekaj moraš narediti ali pa da nekaj ne narediš. Pol je ta druga je rutina, da to tokrat se zgodi, da postane rutina. Pol je nagrada, da pač ti boš zelo verjetno ponavljal navado, če boš za njo nagrajen na nek način. In pol se na podlagi tega lahko prepričanje oblikuje ali pa celo
celotna identiteta. Aha, tako daleč, ok. Ja. Zato pa recimo po Atomic Habits avtor ful trdi, da ne bi smeli stremeti k temu, da spremenimo glih svojo navade, ampak bolj svojo identiteto. Se pravi, da naj ne bi rekel ne kadim več, ampak je boljši odgovor nisem kadilec. Več. Ja, ok, zanimivo. To je zelo dober, drugače fora, če hočeš. To si zdaj zelo dobro v bistvu povedal, ampak mislim, da lahko vsak habit spremeniš na ta način, da ga povežeš s svojo identiteto. Če imaš recimo težave, pa poješ preveč, tako je, pa hočeš shujšati, ne, da ti pač probaš sebe prepričati, da ti si zdaj pač oseba, ki ne je. Tako. Ali pa zdaj sem zdaj... Jaz sem oseba z zdravim življenjskim slogom. Lahko bi rekel, živim kot atlet, ampak pač tako. Da celo svojo osebnost pa vežeš na to in pol zaradi tega, ker ti zdaj, tako si rekel, da živiš kot oseba z bolj zdravim življenjskim slogom, pač ne ješ čokolade, če hočeš. Ok. To je način. Ja, tako se čist povezuje. Ampak zdaj pa tukaj sem pa omenil te 4 zaradi tega, ker kako bi lahko te 4 komponente navade izkoristil, da bi zmanjšal odlašanje. Se pravi, prvo, da se osredotočiš na dražljaje same. Če boš ugotovil, kjeri dražljaji ti povzročajo odlašanje, pa jih boš odstranil, bo pač ful manjša verjetnost, da boš odlašal. Se pravi, da ko se greš učiti, ni telefona v istem prostoru, naprimer. Ker je to dražljaj. Že tist, da ga imaš v vidnem polju, je skozi nek podzavesten signal možganom, da lahko da dobiš nek notification, pa tudi če ga imaš na tih. Tako da je boljš, da ga ni v istem prostoru sploh. Pol tudi prostor je lahko pač nek dražljaj. Se pravi, mogoče probaš, ko se učiš, iti v en drug prostor, ko pa je tvoja soba. Zaradi tega, ker je verjetno v tvoji sobi, če si zdaj nek najstnik, veliko stvari, ki lahko pač so dražljaje, da pač, ne vem, zdaj, to sem se prvo pač zelo spomnil, naprimer, da igraš kitaro in pač vidiš tam kitaro. In boš šel raje kitaro igrati, ko pa se učiti. No, pa nasplošno mislim, da s tem tudi zelo dobro presekaš mentalno to, da zdaj pa je čas za učenje ali pa pač osvajanje novih informacij, če spremeniš čist prostor. Zato pa je važno tudi, da iz tega pa razviješ neko rutino, se pravi, da je vedno isti prostor, naprimer, ali da je vedno isti čas, da vedno nimaš telefona zraven, tak, da pač ima to neko strukturo in pa da se za pač uspešno upravljeno delo nagradiš, ko smo rekli nagrada, zato da povečaš možnost, da se boš naslednjič spet usedel to delati. Zdaj, nagrada je lahko čist pač drobna, ne? Zelo, tu bom zdaj spet malo za Atomic Habits povezal, tam je bila ena strategija, ko se reče povezovanje navad, ki pač pomeni, da ti navado, ki jo skušaš upeljati, pa ti ni tako fajna, da jo vedno postaviš pred eno navado, ko pa si jo že upeljal, pa ti je fajna. Naprimer, da rad, ne vem, kuhaš in zdaj boš boš kuhal, se boš učil, pa zdaj za nagrado pa lahko zdaj greš kuhati, ker si se pač učil. Mogoče se da malo smešno, mogoče bi bila boljša neka športna navada, ne, da greš rad nekam na sprehod ali pa vode. Sem to že kot nagrada ali lahko ti recimo povežeš nekaj, kar rad delaš z nečim, kar ne toliko rad delaš? Tudi lahko. Ti bi bilo bolj sočasno, kar pa mislim, da pri učenju boš težko, da te ne bo motilo. Ne. Je pa tu, pri tem, ko si rekel, tudi dobra strategija. Ne? Naprimer, če ti veš, da moraš vsak dan ali pa en dan v tednu imaš ful dela z nekim perilom, naprimer, pa si pač med tem, ko to delaš, naštimaš muziko ali pa podcast. Da si dodal nekaj, ko ti je fajn, nečemu, kar ti ni fajn. Ja, to je bolj za take opravke, bolj nespecifično za učenje. Ja, okay. In pa je še prepričanje glede tega, da pač moraš verjeti, da tudi nov sistem, ko ga vzpostavljaš, deluje, pa da bo zahtevalo nekaj časa pa frustracija, da se boš prilagodil. Sam to moraš imeti v glavi, zato da ne boš prehiter motivacije izgubil. Ker je to še vedno, če ti upeljuješ, tudi če je to učenje, je to nova navada, ki jo upeljuješ in ti bo nenaravno, da pač se hočeš to delati zdaj rutinsko. Ne? Pa še sam piše,
kar bi bilo pa fajn za tebe, mogoče, ko si prej rekel, kak je pač tvoj problem ponovadi z odlašanjem, da se ne osredotočaš na rezultat, ampak vedno na proces. Ja. Se pravi, da ni v glavi, to bo moglo biti dokončano, ampak sam nekaj Dajmo to delati. Ja, tako. In zato je tudi menda fajn ta Pomodoro tehnika, ker ti sam da časovno okno, v katerem moraš delati brez cilja. Če je to brez cilja, ja. Je pa enim tudi, je ta časovni pritisk, ko imajo timer nastavljen, jih spodbudi k boljšemu performancu lahko. Aha, da zdaj moraš ti neko snov recimo predelati v določenem času do pauze. Ja, ali pa čim več. Nekaj narediti, vse ni zdaj sam za snov. Ok. Tako. Zdaj imamo pa eno poglavje o spominu. Ne bom nič fejse poglabljal, kako spomin deluje, ampak sam kakšne so kakšne forice za jačanje spomina. Zdaj vsemu temu bi rekel, da vlada tisti princip aktivnega priklica, da probaš se spomniti stvar sam, ne. Ampak tu so pa neki pač triki, ki jih lahko uporabiš. A si čul kdaj za spominsko palačo? Ali memory palace? Ja, ampak kdaj? To je menda, temu se reče tudi, to je že ful stara tehnika, jaz so že stari Grki, ki se s tem ukvarjali, se temu rekli Simonidova tehnika. In gre za to, da imamo ljudje, čeprav se tega mogoče ne zavedamo, neverjetno dober prostorski spomin. In da si lahko, zdaj, če pomisliš, od ene random hiše pri prijatelju, ko si ga obiskoval, se lahko točno spomniš, kako so prostori razporejeni. In so se pač pametni ljudje spomnili, da bi pa bilo to mogoče koristno povezati z drugimi informacijami, da si ti stvari zapomniš. Torej gre za to, da si ti zbereš en objekt, ki ga poznaš, ali pa tudi lahko mesto ali pa vas, ki ga poznaš, pa se pač sprehodiš čez njega mentalno, pa si po njem razporediš neke informacije, da si jih zapomniš. To zdaj mogoče jaz ne vidim tak fejs, da bi prišlo upoštev pri kakih naravoslovnih predmetih, ko so pač številke. Ampak bolj tebi se zdi, da to ne more prijeti. Kaj? Da ti ne more prav prijeti, si rekel. Ali da ti lahko? Ne predstavljam si za koncepte, kot so računanje pa to. Valjda pa, da si zapomneš ti neke vrstne rede. Ker točno na tak način si številko pi, naprimer. Jaz sem glih mislil, no, kar povej, ja. Ne, sej, povej, nimam druga. Jaz sem, malo sem sluto zelo, da imaš to v misli. Pač mi smo imeli na faksu, ko sem bil v Kopru, smo imeli, ne vem, kjer predmet je bil v glavnem profesorca organizirala, da je prišel na obisk k nam gospod Nik Škrlec. On je prej vodil oddajo Male sive celice med drugim, kar nisem niti enkrat po life gledal. Ima tudi svojo knjigo v spominu. Aha, no in on se je ukvarjal v glavnem s tem, z zapomnitvijo števila pi, ne? In zdaj pri številu pi je to, da mi tak poznamo, pa že to 3,14, da ga če pa tako, da ima, mislim, da neskončno decimalnih mest. In pol je on izvajal z nami eno tehniko, kako si zdaj to zapomniti. In pač vse je temeljilo na tem, da smo si vzeli pot, tako je bilo, da mislim, da od predavalnice pa do Titovega trga, se mi zdi. Nekaj takega, ali do taverne, no ni važno, pač iz lokacije A do lokacije B, ki jo pač vsi poznamo, ker smo pač študenti bili na Primorskem, ne, in zdaj je bilo tako, da je on razlagal, da moramo se zmeniti za scenarij in si po tej poti, ko hodiš, najprej zmemorizirati, pa smo se dogovorili točno, da gremo vsi po isti, ki gremo, da smo vsi vedeli, pa smo si pa na tej poti predstavljali v obliki številk predmete, ki že vemo, da smo tam, ampak smo sam probali pač recimo nek kavč v obliki številke 6, naprimer, ko se ga seš, no. In pol smo določili te, pač definirali te predmete in pol v bistvu se ti sam mentalno sprehajaš po Kopru, če hočeš, ne, in pač načeloma, če ti zdaj malo treniraš, to lahko do ful velikega števila priješ, on je rekel, da to pač na isti način si je on zapomnil, ko jih je vedel tudi. Na tak način tudi operirajo svetovni prvaki v spominu, če si vedel, da pač obstajajo prvenstva in je recimo taka ful pogosta je, koliko hiter si lahko sposoben zapomniti vrstni red premešanega kupčka kart. In v bistvu je tukaj
oni tekmujejo v tem, kdo je bolj dodelu sposobnost hitrega ustvarjanja teh palač. Ja, v bistvu, ja, ok. In tukaj pol, naprimer pri kartah, si predstavljajo, jih tudi dajo v skupke, naprimer, na foru, da pač si kar po 3 karte zapored zapomnejo, pa imajo za vsako karto asociacijo. In pa za to asociacijo ustvarjajo tako neko zgodbo, ko se čez prostor sprehajajo, pa je, naprimer, ne vem, si nekaj zmislil, da je Srčev kralj, je njemu predstavlja James Bonda. In bo on pa James Bonda umestil v ta prostor, pa v neko zgodbo. Pa še je bolj, ko si izmisliš bizarne stvari, manj bojo dolgočasne možganom, lažje se boš spomnil. Tako da tudi neke metafore ti lahko pomagajo, da si stvari zapomniš. Ponavljanje, ko smo prej rekla, kratice so lahko koristne, ali pa kaki, mislim, se reče anagram, da imaš črke, pa vsaka nekaj pove. Zgodbe si ljudje ful bolj zapomnejo, zato ko imaš nek celoten kontekst. In pa pisanje. Ampak pisanje je spet pisanje na način, kot smo prej rekli, da se aktivno probaš nekaj spomniti, pa to zapisati. To so vse neke tehnike za jačanje spomina. Teta spominska palača ful zanimiva. To si malo pogledajte, če imate cajt, ker je presenetljivo, vam bo koliko lažje je, ko pa se zdi. Mislim, prvotno, ko probaš nek manjši skupek informacij. Začetek je veš da. Ne vem, magari probaš za tako banalno stvarjo, kot je zapomniti si nakupovalni listek, brez da ga si napišeš. Pa postaviš pač stvari po svoji hiši, pa se sprehodiš po hiši, ko si v trgovini v mislih, pa pač predmete. Se spomniš na ta način. Ok. Tako da to, spomnil sem se pa še zelo na eno tehniko, ki ti menda lahko pomaga, da si imena zapomneš, če si slab z imeni. In sicer, da ko zveš od nekoga ime, da ga ponoviš, pa da si, ko ga ponoviš, predstavljaš eno stvar v glavi, ki zveni kot tisto ime. Zdaj bom dal random ime, naprimer Jan ali pa Florian, naprimer, ne? Da si bi predstavljal človeka, ki je pijan. Sam, ker ima ta zven te besede, pa boš pa probo razdelati iz tega Florian ali pa si predstavljaš rožico, ker je flor kot flower, ne? Naprimer. Čudovito. Narediš si asociacijo, ki bo tebi smiselna, tako bom rekel. Okay, to so neki triki za spomin. Pa je bil nek poglavje o renesančnem učenju, ne vem, zakaj tako piše, ampak sam, da zelo bo baziralo predvsem pri naravoslovnih predmetih tvoja sposobnost, kako se boš učil, na tem, kako si sposoben si vizualizirati abstraktne stvari. Ker je tam veliko abstraktnih stvari, pa jih probati osmisliti. Ne? In da ne smeš tukaj pozabiti, da tu ni toliko odvisno od tega, koliko si inteligenten, koliko si to sposoben, ampak bolj kot ne od ustrajnosti. Da je tudi učenje skill, ki ga razvijaš. In da pač, če se ti samostojno nekaj učiš, pa se res trudiš sam pogruntati, tako si že prej na začetku rekel, tak priješ do resničnega razumevanja. Pa ko smo glih po razumevanju, si že čul za Feynmanovo tehniko. Ne, to pa ne vem. Feynman je en ful znan fizik, ki je tudi pri Manhattan Projectu sodeloval, ampak on je bil zelo priljubljen profesor, ne vem, ki je že učil, mogoče na Stanfordu, pa je bil znan potem, da je pač genialno inteligenten, pa hkrati, da se zna ful zabavati. On je ful pranke delal po šoli, pa ne vem, v gatah je špilo kitaro na strehi, pa take stvari. In vsem pač izjemno zanimiv človek, ampak znan je bil pa najbolj potem, da je znal ful kompleksne fizikalne koncepte razložiti na zelo preprost način. In zato se tudi reče Feynmanova tehnika, da ti resnično nekaj razumeš, ko si to kao sposoben razložiti otroku. Ja, na zelo enostaven način, ja. Ok, zdaj gremo pa na dejanske neke nasvete, še za konc, se jih je kar nekaj. Prvo za upravljanje testov. A si ti kaj ugotovil, da ti je koristil
kar se tiče testov, ali nisi takrat sploh pri tem. Bom bolj te vprašal za izpite na faksu. V kakšni smeri je? Da, kak si se pripravil na to, da si test opravil. Ampak bolj mislim o pripravi zadnjih 24 ur pred izpitom. Jaz sem v bistvu vedno se probal učiti sam s tem, da sem si sam bral ful veliko pa probal razumeti, kar piše, to je bilo to. To je moja tehnika. Okay. Kar je bilo piflarija, jaz ne recimo, kar je bilo, da sem si mogel sam nekaj zapomniti, ne ful pač. Okay. To je bilo ful težko. Si imel kako strategijo med reševanjem testa, pač kar se tiče, da si ne vem, neka vprašanja, da si prej odgovoril kot druga? Ali... Veš kaj, jaz imel strategijo, v glavnem sam to, če je bilo kaj tajega, da sem si mogel zdaj ful napis, da je bilo nekaj, kar si se mogel napifljati, ne? Da sem si to na začetku izpita na test napisal nekam en kot ali zgori, ali se bile to enačbe, ali kakaj imen, ali kakaj letnice. Ali, jaz sem tudi to to je bilo recimo, da sem dal pol iz glave tist, kar bi lahko pozabil, zdaj kar sem pa tako z razumevanjem vedel, pa pač načeloma ti ni ušlo. Ne? Pa to je bila velikrat pri meni neka informacija, ko sem jo ubijal v glavo tak 10 minut pred izpitom, pa sem si jo pa hitro napisal. Tudi, ampak tukaj so pač naslednji nasveti za upravljanje testov. To mogoče, ne vem, pa se za vse aplicira, tudi za študente. Prva stvar je spanje. Spanje pred izpitom. Čim manj, pa čim več Red Bulla. Ja, veš da. Čim več spanja, predvsem zato, da predelaš tisto snov, ki si se učil v njej, pa druga stvar je pa za efekt po spanju, da boš ti mentalno pa kognitivno pripravljen se soočiti z reševanjem testa. Ne? Pol je pa, kak se lotiti testa, ko ga ti dobiš. Da bi prvo se mogel pač začeti z težkimi stvarmi, pa jih probati, pa če ne gre, iti na lahke. Se pravi, v bistvu na nek način mal probaš možgane prisiliti, da ona dva načina mišljenja hkrati uporabljajo. Preklapla, ja. Ker ko greš ti lažje probleme reševati, da kao v ozadju možgani na težjem delajo. Tako da v bistvu preletiš test, začneš za tistim, kar ti je teži, če se ti ustavi, greš na lažje in pol nazaj. In v bistvu sočasno na obojnih problemih delaš, ko rešuješ testa. Tukaj spet, mogoče je to bolj osredotočeno na naravoslovne predmete, ker je tudi naslov knjige, tako pač glede številk. Pol, če si med testom pač med stresom ali pa med stresom, vrš stresom, ali pa pač neka panika, da probaš z neko dihalno tehniko se pač pomiriti, ker ti ne bo tisti pritisk dodatno čist neč pomagal pri reševanju. Mogoče neka zdrava mera živčnosti je smiselna, ker boš malo pod adrenalinom, pa boš mogoče malo boljš performal, ko pa bi drugač. Ne vem, a ti si imel kaj težav s stresom pri reševanjem testov? Ne, meni je bil bolj stres pri ustnem ocenjevanju. Bolj to. Jaz tudi sem zadnjič razmišljal, da res imam neko srečo, da nisem nikoli, da sem se zmeri pač usedel, pa sem bil pomerjen pred testom. Tudi, če nisem bil face pripravljen. Ker razumem, da si živčen, če si slabo pripravljen, ne? Kar je pač logično, ne? No, sem recimo tam nisem imel takega stresa, zato ker pač, če nisem pripravljen, sem tak po navadi vedel in je bilo pač tak, zdaj nimaš, ko sediš pred testom, nimaš kaj narediti, ne? Se tudi, ko si, tako če sem prerekel, da me je bilo bolj strah ustnega ocenjevanja, ampak tiste mi zdaj tak nek pressure, da s tem, recimo slog, če je bilo to pred neko tablo, pa tak, pa da to si poslušaj, bolj ta socialni pritisk, pa noben itak ima neko komponento javnega nastopanja. Ja, sigurno, ja. Ampak recimo tist me je bolj, ne? Kaj si pa zdaj mislil, če ne bom vedel, pa ne vem, na ta način bolj, ko pa zdaj, ko sem pa recimo sedel pred nekim listom papirja, pa pač... Ja, razumem. It is what it is. Palje še pa sem to, da na koncu, ko rešiš, da pregledaš test od konca proti začetku. Zakaj pa to? Pa si pač malo samokritičen zaradi tega, ker menda, če greš od konca proti začetku preverjati, daš možganom bolj svež pogled na informacije, ko pa če greš v istem linearnem redu, ko si reševal, in je menda večja verjetnost, da boš napake videl.
Zanimivo. Ker je tako bi z drugega zornega kota se lotil reševanja problemov. Oziroma z druge smeri. Ja, druge smeri. Ja. Ok, zanimivo, ker jaz bi rekel, da je glih obratno. Zato, ker ti priješ do konca in pol se spet vrneš čisto na začetek, ko že dolg nisi bil in mogoče se ti kaj... Ne, tako pa greš od vprašanj, ki si jih trenutno reševal, do tistih, ki si jih prej, ne vem. Okay. Je pa tudi mogoče tukaj ne moreš čist vedeti, ker če nisi linearno reševal, se pravi, da si skakal med težkimi pa lahkimi, ne vem pol, ki si končal, ne, na to foro. Ja. Okay. Zdaj pa imamo za konec pravila za dobro učenje, pa pravila za slabo učenje. Pravila za slabo učenje, odlično. Zdaj, v obeh sklopih je 10 pravil, tako da bom prebral vsakega enega, ker mislim, da je kontra napisano, veš, kaj mislim, da si nasprotuje ta dobro pa slabo pravilo. Okay. Torej, prvo pravilo za dobro učenje je to, kar sem prej toliko poudaril, da uporabiš ta aktiven priklic, active recall. To bo najbolj ojačalo povezave v možganih, da se sam pomatraš spomniti. Ne? In pa slabo učenje bi bilo, valjda, to pasivno branje, brez razumevanja, sam pač da sam na novo bereš. Ker drugače je ful, se mi zdi, mislim, se veliko ljudi to dela, ne? Ampak da je tudi neka ideja, da to narediš, jo dobiš od drugih, kot ti ne vem, reče nekdo, pa vse to si pa sam 3-krat prebereš, pa bo. A veš, kaj mislim? Ziher si že čup, daj, ne? Ja, sem je ful razlika to, pa tudi za tete, recimo, ki so se mogoče učili podobno, ko jaz, je ful velika pas, to da prebereš, pa nisi nič razumel. Pa s tak, jaz sem prebral. Ja, če nisi šel mentalno, tako če jaz pač z razumevanjem nisi nič naredil, ne? Ja. Drugo pravilo za slabo učenje je barvanje in markiranje. In da dost boljš, ko pa da se na to osredotočiš, je, da se osredotočiš na drugo pravilo za dobro učenje, testiranje. Mislim, sem to reč, da pol, ja, znaš si sam, kar je pomembno in tako pol vsi man. Ja. Če jaz sem imel ful to navado drugač, pa še vedno jo imam, da sem probal, kolikor je bilo možno strnati si informacije. Tudi pri slovenščini, ko smo imeli tako učiteljico, tudi v srednji šoli še, da smo ful po nareku, po njenih razlagah, da smo si jih zapisovali. Sem zelo hotel strniti čim bolj. No, jaz sem imel recimo ful težave tu, ko sem začel se z informatiko ukvarjati, da smo imeli predmete, ko so si bili na koncu ful podobni, sploh teoretični, pa eno angleško besedo si imel razloženo, mislim, si imel prevedeno od 3 različnih po slovensko, ne. Pa pol še kakva kratica in pol da je malo zmeda. Kaj zdaj, kaj, ja. Ok, pa imamo pa tretje pravilo za dobro učenje, da skupkaš probleme. Medtem ko za slabo učenje pravilo bi bilo, da pač ušiniš problem, pa si misliš, da ga pač znaš rešiti. Pol imamo dobro učenje bi bilo, da ti razporediš ponavljanje, o tem nismo sicer prej nič govorili, pa tudi ful pomembno, temu se reče po angliško spaced repetition. In je v bistvu zato se gre, da ko imaš ta aktiven priklic, da ga pač večkrat uporabiš v različnih časovnih intervalih, a veš, ko imaš to Ebbinghausovo krivuljo pozabljanja, si čul za to smo se pri psihologiji učili, kak pač ti pozabljaš informacije, koliko pozabiš po parih urah, koliko pozabiš po, ne vem, pol dneva, po enem dnevu, pa tak naprej. In da greš kontra temu v bistvu, da na tistih točkah, ko bi pozabil ta active recall, da se probaš spomniti. To bi bilo razporejeno ponavljanje. Medtem ko napačen princip bi bil pa, da do zadnjega trenutka čakaš, preden se začneš učiti. A ti spomniš, po kolkem času bi mogel pa kaj ponavljati na to krivuljo? Na pamet se spomnim. Ampak ful dobro orodje za to učenje, z katerim sem jaz v veliki meri faks naredil, je Anki kartice. Ko so v bistvu take kartice, da si ti snov pretvoriš v vprašanja pa odgovore, pa se pa testiraš, ampak ti tudi, ko se pravi, pojavi se ti vprašanje, ti probaš odgovoriti, pritisneš, ti pokaže odgovor in se pa oceniš, koliko dobro si odgovoril. In boljš, kot se oceniš,
čez več časa se ti bo to vprašanje spet prikazalo, če se pa slabo oceniš, se ti bo pa spet full hiter. Kaj to si imel kak program, v katerem si to delal? Anki se Aha, reče. prav to je to. Ja. Aha, okay. Mislim, da je to pač Anki, ker je neka japonska tehnika. To. No, ker mi smo še imeli to foro, da so si pa ta pridne učenke pri vrstah so si pa v Wordu delali to, pa pol rezale, pa so pa so porabili najprej 5 ur, da si sploh lahko se začel učiti, pa se pa še učil. Ja. Zdaj so full dobri programi tudi za to, ki je zelo avtomatizirano. Mislim, da trenutno bi rekel, najboljši program za učenje je Googleov Notebook LM, ker si lahko še snov v podcast pretvoriš, pa jo poslušaš. Pa še te flashcarde ti naredi. Ja, vse imaš. Ok, pol imamo 5. pravilo za dobro učenje, da izmenjuješ različne tehnike reševanja problemov. Ja. Medtem ko bi bil napačen pristop, da rešuješ probleme istega tipa, ki jih že znaš rešiti. Okay. Da se v bistvu slepiš, da si sposoben. Ok. Pol 6. pravilo za dobro učenje, da si vzameš premor. Ja, ok. Slabo pravilo je tukaj kao, da klepetaš med urami s prijatelji. Fun times. Ampak jaz mislim, da nekaj tega mora biti, če ne, ni tako znosno biti v šoli. 7. pravilo. Uporabi pojasnjevalno spraševanje in preproste analogije. Tukaj je predvsem... Najdi svojo žrtev. Ja, tako. Žrtev, na kateri lahko uporabiš to Feynmanovo tehniko, ko sem prej rekel, da probaš na preprost način. In pol od nje zahtevaš, da ti naj nazaj obnovi, če res razumela. Pa zmeri isto osebo. Ja. Pravilo za slabo učenje bi bilo, da ne prebereš učbenika. Zdaj, tukaj nismo o tem nič govorila, ampak zelo fajn je menda, da ti dobiš nek okvir o sami snovi, že če sam prebereš naslove pa podnaslove. Da dobiš nek koncept vsega skupaj. Zakaj se pogreja? Ja. Okay. Pol imamo 8. pravilo za dobro učenje, da se osredotočiš. Za slabo piše, da ne preveriš stvari, ki te begajo, torej da jih sam ignoriraš, pa se osredotočiš na tist, kar ti gre fajn. Ja, to je zelo pogosto vzorce. Ja. To je zdaj isto tole, da odlašaš, ne, v bistvu. Zdaj imamo pa 9. pravilo za dobro učenje. Čisto nasmejan. Ja, ker me nasmejal prevod. O tem smo že govorila, eat the frog, ne? Ja. Da prvo narediš najtežjo stvar. Ja, prevod je bil, najprej požri živo žabo. Od vseh, pač toliko besedišča, ko imamo, ne. Pa zakaj je bilo treba dodati pridevnik živo? Ja, tako to je res grozno. Ja, to je res. Ker mrdvo jaz kar pojem pa Ok, to se strinjam, mogoče iz tega vidika. In napačen pristop bi pa bil, da misliš, da se lahko poglobljeno učiš, ko imaš okoli sebe motnje. Koliko? Ko imaš okoli sebe motnje. Ja. Okay. Se pravi, da poskrbiš prvo, da imaš okolje primerno učenju. Ne? Pa še zadnje pravilo za dobro učenje, da narediš neko miselno primerjavo. To je pa mišljeno, da se osredotočiš na to, kaj ti bo ta trud, ko ga boš vložil v učenje pomenil. Se pravi, da imaš neko vizualizacijo, da ti bo to pomagalo za naprej, pa da bo to koristno. Ne? Da veš, zakaj sploh delaš to. Ja. V bistvu, ne? Okay. Pravilo za slabo učenje bi bilo pa tole, da ne spiš dovolj. Okay. Tako da na tej točki bi jaz s to knjigo zaključil, bi pa tule dodal nekaj zanimivega, kar sem se spomnil glede tega, da ne spiš dovolj. Da je zadnjič dr. Huberman en zanimiv članek objavil glede tega pojava ADHD-ja pri otrokih. Kak je že to po slovensko? Hiperaktivnost, neglih. Impulzivno-kompulzivna motnja. Ja, mislim, da res. V glavnem, da zelo en nov research namiguje na to, da bi se
ta ADHD pri otrokih razviju zaradi premalo REM spanja. Okay. REM spanja pa ti največ dobiš v zgodnjih jutranjih urah. Največ spanja dobiš tam. REM spanja. Aha, največ REM spanja. In da otroci ne dobivajo dovolj tega REM spanja, zaradi tega, ker naš družben sistem otroke sili, da hodijo zjutraj v šolo. Torej, kaj bilo pa boljš in spati do 9. In da bi naj to prispevalo k temu razvoju ADHD-ja. Zaradi tega, ker ne dobijo dovolj REM spanja, ker morajo prezgodaj vstati in iti v šolo, ker predvsem to govorimo o poznem otroštvu pa najstnikih, ker se ti začne ritem spanja zamikati, da po noč ne moreš hitro zaspati, pa bi zjutraj dlje spal. In glih takrat začnemo pa mi, sploh če si odkje oddaleč doma, pa se moraš 1 uro voziti. Ja, da boš kakaj 5 vstati, če ne še prej, ne? Ja. Been there, done that. Da bi lahko to bil en faktor, tako da to kot ena zanimivost. Tega res ne pogrešam. Ja. Lahko pa še eno štorijo dodam, ki se mi je včeraj zgodila. Morda, nisem prepričan. Nisi ziher, če se ti je zgodila, ali kaj? Ja, boš hitro videl, kaj mislim. Aha, okay. Pripeljal sem se iz Mozirja v okolico Laškega, torej ne tako kratka pot. Šel sem po avtocesti, vmes sem še nekaj časa stal na eni pumpi. Zdaj pa povej, kaj misliš, kakve so možnosti, da bi jaz na tej poti iz Mozirja do Laškega pripeljal mačko? Ja, so možnosti, zakaj ne? Se ti to čist noro. Kaj si mačko sam pripeljal, kaj? Jaz sem parkiral se pa in kasneje mi je nekdo... Kako vprašanje? Kasneje mi je nekdo rekel, da mi nekaj mijavka po avto in... Čakaj ti val. Koliko ti je nekdo rekel, da ti imel, kaj je bilo tu glas, da se ven slišal? Ja. In ko sem prišel tja in je res mačka spodaj prišla ven, pa je šla gor proti bregu in ful mjavkala, pa ni se pustila, da bi prišel do nje. To mi je bilo sam čuden, zakaj je pač toliko mjavka in sem si pač, zdaj sem cel žalosten, ker mislim, da sem ubogo mačko v neko drugo okolje pripeljal in ne vem zdaj sploh, ki je ta mačka, ker je všla. In zdaj je tam mjavka in trpi uboga muca, ker ni več svojo družino morda. Lahko pa, da je sam prišla po tistem, ko sem jaz parkiral. Sam kot da je zlezla nekam pod mašino. Ja, tam nek. Če je plac, pa pol, ko si vstavil. Ampak meni je čist maro, da bi jo pripeljal po avtocesti. Pa ti mi je smiselno, da na pumpi ne bi šla ven, ker je pač hrupno okolj, pa mogoče se ni upala. Noro. Če kdo najde v okolici Laškega kakšno belo muco, jo naj odpelje v Mozirje. Ja. Po isti poti. Ja. Pa ustavi se naj na pumpi. Ja. Jaz mislim, da ti je noter skočila v avto ali pa nekaj. Zdaj pa upam, da tole zgodbo poveste še naprej, da boste vadili priklic, da ne boste pozabili, kaj sem jaz z mačkami delal. Fajn. Kaj druga, ne bomo govorila, kakaj imam jaz izkušnje z mačkami. Daj moraš, da ta še zelo v redu. Ja, ta je še zelo v redu izkušnja. Da imela srečo. Dobro. Lepo se imejte, kaj je dobrega se naučite in dobite kakšno petico v šoli. Pripeljite pa kuno zlatico. Adijo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bojo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Vsa gesla.